Zahvaljujem se vam za vaš sprejem in vas iz srca pozdravljam. Začenši z vašim škofom, monsignorjem Douglasom Regatierjem. Moja današnja navzočnost med vami hoče predvsem izraziti bližino vašemu evangelizatorskemu prizadevanju. Osnovno poslanstvo Kristusovih učencev je namreč z veseljem oznanjati in pričevati evangelij. S temi besedami je papež Frančišek začel govor po pozdravu monsignorja Douglasa Regatierja, škofa Cesene Sarsine, v katedrali v Ceseni med srečanjem s klerom, posvečenimi osebami, člani pastoralnih svetov, člani škofijske kurije in predstavniki župnij. Papež je pred vstopom v katedralo vernikom navzočim na trgu dejal: spet se bomo videli po srečanju v katedrali, se vidimo potem. V kapeli Marije Božjega ljudstva je bilo predtem češčenje najsvetejšega zakramenta in češčenje Marije. V zakristiji pa se je sveti oče za kratek čas srečal z gosti sprejemnega doma ter organizatorji obiska. Med govorom je papež Frančišek še dejal: L'evangelizzazione è più efficace quando è attuata con unità di intenti. Evangelizacija bolj učinkovita, ko se uresničuje v edinosti namenov ter v iskrenem sodelovanju različnih cerkvenih resničnosti in različnih pastoralnih subjektov, ki imajo v škofu trdno sklicevalno točko in povezanost. Soodgovornost je ključna beseda, bodi si za nadaljevanje skupnega dela na področju kateheze, katoliške vzgoje, pospeševanje človeškosti in dejavne ljubezni, kakor tudi za pogumno iskanje pred pastoralnimi in družbenimi izzivi, novih oblik sodelovanja in cerkvene navzočnosti na tem ozemlju. Učinkovito pričevanje vere je že to, če vidijo cerkev, ki si prizadeva iti naprej v bratstvu in edinosti. Če ni tega, je vse zaman. Ko je Kristusova ljubezen postavljena nad vse, tudi nad upravičene posebne zahteve, tedaj postanemo sposobni iti iz samega sebe in tako bodi si na osebnem, bodi si na skupnostnem nivoju prestaviti središče vedno v Kristusa in iti naproti bratom. Jezusove rane ostajajo vidne v tolikih moških in ženskah, ki živijo na robu družbe, tudi otroci.